Torej, dan ARRS kot nacionalni dogodek je namenjen temu, da se predstavijo najbolj odmevni znanstveni rezultati. Hkrati pa je to tudi prizorišče za srečanje mladih in uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev. Govorili bomo o pravzaprav zelo aktualni temi klimatskih spremembah. Lahko bi rekel, da se širša javnost teh posledic 2 stopinj ali pa recimo 5 stopinj do konca tega stoletja ne zaveda. Mogoče malo ta percepcija, ki jo nas, vse bojo že znanstveniki potem, ko bo težava, šli z rešitvijo in težava bo odstranjena. Je treba najprej ljudi ozavestiti, potem stvari ustrezno kalkulirati v cene in potem bodo posamezniki delali ekonomsko ustrezne oziroma okoljsko ustrezne odločitve na podlagi ekonomskih argumentov. Na današnjem dogodku ARRS Odlični v znanosti smo predstavili delavnico Kako začeti kot mladi raziskovalec oziroma mlada raziskovalka. Postavite si meje, včasih so tudi naša lastna pričakovanja previsoka, pa pogovarjate se o svojih problemih in frustracijah. Zelo pomembno je pa, da ohranite ravnotežje med delom in osebnim življenjem. Odlični v znanosti je projekt, ki ga pripravljajo znanstveno-raziskovalni sveti zavede. 42 znanstvenih rezultatov je izbranih za predstavitev, od tega jih bo 18 tudi na tem dogodku. In sicer na vsaki izmed raziskovalnih ved, in teh je 6, se bodo predstavili 3. Sedaj, ko imamo sprejem nove generacije mladih raziskovalcev, vam pravzaprav želim vse lepo na vaši poti. In taka pot je polna dvomov, je spoznavanje nove materije, nove vsebine, novih stvari, je miselni proces, ampak je pa predvsem ukvarjanje samim s sabo, ki je na nek način osebnost narasta. Iskati treba neke niše, kjer vidiš velik potencial in kjer še ni bilo dovolj narejenega, in znotraj vsake tematike se take niše sigurno lahko najdejo. Torej, treba je biti malo iznajdljiv in predvsem ferbčen za nove stvari, se mi zdi, kar pa itak je predpogoj, da se sploh mladi raziskovalci. Jaz kot mlad raziskovalec, ko sem začel, nisem imel skoraj nič svojih idej ali kaj bi delal, in takrat na začetku slepo slediš svojemu mentorju. In to je tudi predlog ostalim raziskovalcem, da čim bolj zgodaj, da postate samostojni. Ne govorim to, da ne poslušati mentorjev, ampak svoje ideje.